Kaj bo na meniju in kaj na politični agendi levo-sredinskega kosila v organizaciji predsednika vlade Roberta Goloba? Razkrivamo vam prve podrobnosti, kaj bo imela deseterica politikov pri iskanju najmanjšega skupnega imenovalca na mizi. Kdo bo plačal skupni račun in kdo želi sam pokriti svoj del. Ob isti uri in le streljaj stran se bodo zbrali tudi podporniki desnice, ki jih boste nagovorila nekdanji Janšev minister Aleš Hojs in prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle. In kakšno bo njuno politično sporočilo, Anže Božič. Dan pred spravnim kosilom slovenske politične levice so znane prve podrobnosti. Na mizi bo trihodni meni, sestanek pa naj bi trajal dobro uro. Udeležilo se ga bo 10 politikov iz 7 strank, saj bo premierja Goloba spremljal še sekretar Svobode Matej Grah, Levica in Vesna pa imata vsaka po 2 voditelja. Vidimo ogromno sebičnih interesov ustanavljanja strank, ki ne računajo na to, da bi v resnici prestopile parlamentarni prag. Pričakujemo odkrit pogovor o tem, kako levo sredino pred volitvami povezati, da bo lahko zmagala volitve, da lahko še enkrat dobimo levo-sredinsko vlado. In medtem, ko bo slovenska levica ravno na mizo dobila kosilo, se bo slovenska desnica ob isti uri in le streljaj stran zbrala na Trgu Republike, oziroma kot mu sami pravijo, Trgu Jožeta Pučnika. Lahko rečemo, da je tudi nekaj simbolike v tem. To je predvsem spominska slovesnost. Mi se želimo pokloniti očetu slovenskega naroda, dr. Jožetu Pučniku. Predvsem se želimo ohranjati njegov spomin, ker mislimo, da je v družbi premalo cenjen, koliko je naredil za slovensko samosvojitev.